Zaradi malo bolj divjih voženj, ki sem jih opravil v preteklih dneh, moram danes odpeljati eno ravninsko furo lepo v coni 2, tako da bom izkoristil to priložnost in vam odgovoril na nekaj vprašanj, ki so se pojavila na YouTubu. Med drugim, kako lahko dobite GPX mojih kolesarskih prog in pa koliko ga nažgem po ravnini. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes, ko to snemam, smo že globoko v drugi polovici marca. Naredilo se je eno tako čudovito sončno vreme, tako da imamo prijetnih 18 stopinj Celzija. Te ravnine, po kateri se danes vozim, vam ne bom posebej opisoval, ker ni nič posebnega. Bom pa vseeno dal link od svoje Strave od spodaj v opis videa. Tako lahko točno vidite, kje se vozim. Hkrati pa lahko snamete dol tudi GPX te proge. Prav tukaj bi se navezal na tisto vprašanje od gledalca, ki mi je pri prejšnjem videu vprašal, če mu lahko dam GPX od proge. V YouTube komentar vam jo ne morem dati, ker GPX je pač datoteka. Si pa lahko GPX sname vsak, ki me spremlja na Stravi, zato ker jaz popolnoma vse svoje vožnje objavim tam. In zmeraj je od spodaj v opisu videa tudi link do moje Strave. Bom potem doma za računalnikom pokazal, kako se do tega GPX-a pride. Dopuščam pa možnost, da je to dano samo tistim, ki plačujemo Stravo. Ne vem točno zdaj na pamet, bom preveril. Jaz sem preveril doma in Strava, če nisi pro user, ti omogoča downloadanje samo lastnih GPX datotek. Medtem ko pri tistih progah od drugih uporabnikov ti jih ne da. Če se slučajno izkaže, da do GPX proge lahko pridejo samo naročniki na Stravo, potem vam svetujem enostavno, da mi pišete. Moja elektronska pošta je rba.slo@tuta.io in jaz vam bom ta GPX pripravil in poslal. Sicer je na Stravi dosti bolj enostavno, če uporabiš kar njihovo funkcijo, da si shraniš progo. Ni potrebe po izvažanju GPX-a, ker tisto shranjeno progo avtomatsko dobiš med svoje fure in če imaš zraven povezan še števc, jo imaš že kar noter pod navigacijo. Jaz zmeraj uporabljam kar ta sistem. Seveda pa lahko različni rekreativci uporabljajo različne aplikacije, tako da je popolnoma razumljivo, da je GPX tista oblika, ki pride največ ljudem prav. Ja, potem sem dobil eno zanimivo vprašanje na YouTubu, koliko ga nažgem po ravnini. Zdaj nisem točno razumel, kaj je gledalec mislil, ampak jaz tako, če se vozim sam, se vozim tam okrog 29-30 na uro po ravnem. Nič več. Čakaj, zdaj tam od spredaj vidim fante od Pantala, jih bom probal uloviti, pa da vidimo, koliko ga nažgem. Ja, približno 38 na uro se moram voziti, da jih bom lahko dohitel. In zdaj, ko sem skupaj z njimi, ga kar žgejo. Tle se je cesta precej zravnala, tako da kar vzdržujejo to hitrost. Jaz bom po kakšnem kilometru popustil, ne grejo oni svojo pot naprej, jaz pa svojo. Drugače pa jaz sam pri sebi niti ne gledam, koliko ga nažgem po ravnini. Enostavno se vozim tako, ker se dobro počutim. Naprimer, danes, ko imam cono 2, grem lahko tudi samo 24 ali pa 25 na uro. Če se vse stvari poklopijo, se lahko tudi zgodi, da se peljem 28 na uro po ravnem, pa moj puls ne gre preko 120. Ampak to je odvisno od več dejavnikov, kakšno je počutje, naklon ceste, veter in pa predvsem to, koliko si natreniran. Mi je pa nabilo srčni puls na 171 v tistem času, ko sem jih lovil. In to je tudi eden razlogov, da ga sam od sebe kar ne žgem brez veze po ravnini, ker bi s tem obremenjeval srce. In to bi bilo popolnoma v nasprotju s tem, da kolesarim in se rekreiram po conah srčnega utripa.
A ja, pa še na eno vprašanje lahko prav na hitro odgovorim. Ena gledalka, ki me prav na novo začela spremljati, je vprašala, kakšno kamero uporabljam za snemanje. Jaz imam tole kamero DJI Osmo Action 4. Kupil sem si jo lani junija, se pravi, zdaj ima 9 mesecev in jaz proti tej kameri nimam nobenih pripomb. Največkrat jo nosim na tem magnetnem nastavku, sploh če sem na specialki. Kadar grem pa z gorskim kolesom, imam pa en nastavek gor na belanci. Prve pol poti sem se bolj kot ne peljal proti zahodu, zdaj se pa peljem nazaj proti vzhodu, proti domu. Ampak v kjerokoli smer se peljem, se mi zdi, da ful piha in da bo ful šumelo na kameri, tako da se vam res opravičujem, če je zvok kaj slabši. No, lahko pa danes tudi vidite, da imam oblečeno tole novo kratko majico od Sirocco. Omenil sem jo že v prejšnjem videu, ampak takrat je bilo prehladno, da bi jo oblekel. Danes je pa super, zato ker je več kot 17 stopinj in kadar je več kot 17, sem jaz v kratkih rokavih. Se mi zdi, da ta oranžna majčka ful lepo paše na te temno modre hlače, hkrati se pa ujema tudi s temi oranžnimi nogavicami, ki sem jih tako dobil od Sirocco. Mislim, da oni temu rečejo, da je to nekakšna holandska oranžna barva ali nekaj tasga. Je pa slučajno v prejšnjem tednu potem tudi en gledalec vprašal glede teh dresov Sirocco, kakšne so njihove številke, bolj majhne ali bolj velike. Po mojih izkušnjah tisto, kar sem naročil, je rajši bolj oprijeto, manjše, kakor pa večje. Če imate radi oprijete stvari, vam bo Sirocco sigurno všeč. Gledalec ni bil prav prepričan, zato ker je tam uporabljal njihove tabele, mal se je zmeril okrog prsi in tako, in je bil na meji med L ali XL. V takem primeru bi jaz rekel rajši, da zbereš XL za vsak slučaj, ker številke znajo, če ne biti res premajhne. Da bi razblinili vse tiste njegove dvome, sem pa jaz tudi izmeril sebe. Preko prsi imam obseg 115 cm, okrog trebuha še kakšen centimeter več, tako da pri meni so vse majice pri Sirocco XXL. Pri drugih znamkah imam XL velikost, pri Sirocco imam pa vse XXL in so mi lepo prav kulite. No, pa tudi vso ostalo opremo, hlače, dolge majice, karkoli sem od Sirocco nabavil, vse imam praktično XXL. Če vas mogoče zanima kakršenkoli nakup v spletni trgovini Sirocco, jaz sem njihov influencer, zato imam en poseben link, preko katerega dobite 10% popusta tudi na že znižane izdelke. Lahko pa na koncu, ko greste na blagajno, uporabite kodo RBASLO in sem vam popust obračuna lih tako. Kar dosti stvari sem danes že povedal in posnel, ampak eno stvar pa še nisem naredil in to je fotografija moje specialke. To vam zdaj takoj ob cesti poiskate eno palco, da ga naslonim in pritisnem tako, ko je treba. Evo vidiš, pa sem ga poslikal, prav super. Taka fotka je zmeri zanimiva, še posebej, če na njej ni videti palce. Včasih me je celo kdo vprašal, kako to narediš, da kolo kar samo stoji. No, jaz te fotke objavljam na Instagramu, če kdo želi, me lahko sledi. Imam enako vzdevek Road Bike Adventures SLO in po vsakem kolesarjenju pritisnem gor 3-4 fotkice. Ha, kaj je pa ta spomenikč tukaj? Sem ga že zadnjič enkrat videl, ampak pol itak pozabim nanj. Bom zdaj naredil prav eno fotko, da vidim in preverim, za kaj se gre. Je rekla skuzi, tako da je vse okej.
Seveda pa jaz vsem vam želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.